pozdravljen, moje ime je Kristjan, prihajam z ekipe IC Code. Zraven mene v ekipi še 4 člane, Aljaž Andrejaš kot naš direktor, bivši producent na oglaševalske agencije, potem človek za marketing Luka Druks in pa 2 programerja, Rok Ajdnik in Matija Vrbovšek. Kot rečeno, prihajamo z ekipe IC Code, ukvarjamo se z razvojem nevidne kode, ki jo bomo vstavili v katerokoli video vsebino. Ta koda pa omogoča vsem gledalcem, da preko svojega mobilnega telefona z skeniranjem programa pridobijo dodatne informacije. Ste dokaj interdisciplinarna ekipa, kot vidim, je bilo tukaj več dela potrebnega, da ste se našli skupaj ravno prava ekipa za takšen projekt. Tako je, res je, prihajamo z večjih področij, imamo pokrita področja programiranja, potem marketinga, oglaševanja kot takšnega samega, potem tudi projektni menedžment, ekonomija, skratka, različna znanja so bila potrebna in pa različne kompetence, ki smo jih združili v eno ekipo, ki razvija ta naš produkt. Ja, ostali del ekipe je trenutno že kar v Ameriki, dosegli ste dokaj velik uspeh s tem, da ste se uvrstili na pospeševalnik v Dallas. Kaj pa se mogoče zdaj dogaja tam z tvojim delom ekipe, z drugim delom ekipe? Ja, ostali 4 člani, kot rečeno, v Dallasu, v tem trenutku pač razvijajo naš produkt, da bo pripravljen za sam vstop na ameriški trg. Ravno danes 2 člana ekipe odhajata na en tehnološki dogodek, eden izmed večjih v Amerike, v mestu Austin. Tam se bodo tudi srečali z vodilnimi možmi korporacije Samsung in pa z drugimi potencialnimi investitorji, skratka mentorji, svetovalce. Zelo dosti se dogaja na področju mreženja, zelo dosti se dogaja na področju samega razvoja produkta, potem koristimo bazo teh svetovalcev na področju business to business. To so svetovalci, ki prihajajo iz Fortune 500 podjetje. Imamo srečo, da smo bili sprejeti v Dallas. Dejansko Dallas je eno izmed vodilnih ameriških mest na področju ustvarjanja posla kot takšnega. Več kot 150 podjetij iz lestvice Fortune 500 ima tam svoje poslovne prostore oziroma sedeže in preko tega pospeševalnika teh Wildcatters imamo dejansko dostop do teh podjetij. Kaj pa, če se mogoče še malo bolj osredotočijo na sam produkt, kaj dejansko IC Code počne? IC Code, kot rečeno, nevidna koda, dejansko vsem uporabnikom, ki bodo gledali televizijo ali katerikoli video vsebino, omogoča, da pridobijo dodatne povratne informacije. Kot vemo, recimo, sami TV oglasi so časovno omejeni, recimo trajajo 30 sekund in v teh 30 sekundah morajo oglaševalci gledalcem podati vse informacije. Z našo kodo, ki jo vstavimo v ta video, dejansko bo mogoče podati še dodatne informacije. To pomeni, da bodo lahko oglaševalci ponudili dodatne popuste ali se jim preprosto zahvalili za to, da so poskenirali ta oglas ali pa mogoče jim ponudili dodatne popuste, karkoli, skratka, vse tiste informacije, ki jih oglaševalci želijo podati našim uporabnikom oziroma gledalcem, jih bo mogoče preko te kode tudi vstaviti. Ja, pa mogoče kdaj se pa še ti priključiš tvoji ekipi in kako jim pa ti od tukaj pomagaš, tudi kakšne so tvoje zadolžitve še tule, zdaj predno se jim priključiš? Dejansko jaz sodelujem na področju samih raziskav, od tega, s kom se srečamo, s katerimi podjetji bomo sodelovali, dejansko tudi s katerimi investitorji se bomo srečali, pregledujem baze, potem sodelujem z njimi na področju marketinških strategij. Skratka, moje delo trenutno poteka bolj na področju vseh raziskav kot takšne, urejam tudi papirologijo, drugače pa se ekipi pridružim naslednji mesec. Odhod v Ameriko se mogoče sliši dokaj glamurozno, pa misliš, da je tam čas tudi za kaj drugega kot samo delo, ali so to kar all-nighterji vsako noč? Dejansko te 3 mesece več ali manje delo. Tega smo navajeni, to smo delali že tukaj v Sloveniji, sedaj, ko smo to priložnost dobili, jo je potrebno izkoristiti. Preprosto smo se zavestno odločili, da to želimo izkoristiti, da želimo delati in da želimo napredovati, tako da delo kot takšno nam ni problem, nam je v veselje. Razvijamo storitev, ki je na trgu še ni, tako da časovno smo podvrženi temu, da čim prej zaključimo sam razvoj, da lahko storitev plasiramo na trgu, pridobimo prve stranke in tako uspešne naročnike. Super, Kristjan, najlepša hvala in veliko uspeha še naprej. Hvala vam.